14 lastnikov mlinov na Kolpi, Lahini in Krupi se je namreč pred 2 letoma pridružilo projektu z revitalizacijo mlinov do zelene energije, katerega prvi cilj je bil preveriti možnosti umestitve malih hidroelektrarn v nekdanje mline. Določen del hidroenergetskega potencijala reke Kolpe je možno izrabiti. Nove tehnologije namreč omogočajo proizvodnjo električne energije tudi tam, kjer so zmerni vodotoki in majhni padci vode, pravi Lavrič. Zato so v okviru 94 tisoč evrov vrednega projekta, za izvedbo katerega je črnomaljska občina skupaj s partnerji pridobila evropska sredstva, pripravili osnovne podlage za načrtovanje malih hidroelektrarn. Izdelane so idejne zasnove, izdelani so arhitekturni posnetki, geodetski posnetki, to se pravi osnova za nadaljnje projektiranje. Odločitev o gradnji malih hidroelektrarn in financiranje naložbe pa je stvar lastnikov mlinov. Pripravili smo ogromno podatkov, ogromno preverb v prostoru, definitivno pa je to njihova lastna odločitev. Nekateri med njimi so že odločeni. Ja, mi v bistvu to že kar nekaj časa načrtujemo. Vemo, da pot ni lahka, da je treba pomisliti na marsikaj. Tudi Benetičevi z Vinice so že veliko postorili. Zeleno energijo nameravajo uporabljati pri delovanju mlina, ki so ga obnovili. Neposredno pa bi uporabljali za razsvetljavo okrog našega gospodarskega poslopja. Tako da nikakor ne mislimo odstopiti od tega projekta. Storjen je torej prvi korak k zaustavitvi propadanja mlinov na belokranjskih vodotokih in k ponovni zagotovitvi njihovega gospodarskega pomena.